Prisrčno pozdravljeni v tretjem delu epizode 8 načel celostnega zdravja o počitku in spanju. Ali lahko pandemija koronavirusa vpliva na naš spanec? O tem in še več bo z nami spregovoril zdravnik, specialist, nevropsihiater Slobodan Šunjevarič. Zdaj nadaljujemo s temom o spanju. Zastavi se vprašanje, kako na spanje vpliva nočno delo. Ob zatonu sonca se upočasni delo naših možganskih celic. Koncentracija hormona kortizona se zniža na ničlu, kar spremlja naš cirkadijalni ritem budnosti spanja. Pri sončnem zatonu se aktivira gen P53. Zaradi tega celica počiva, to pa je pomembno, ker se tako lahko naprej razmnožuje. Poleg tega se pri počitku popravljajo napake v genih. Spet naraste del verige, ki mi rečemo telomere. Z nočnim delom je gen 53 zavrt, celice se neprenehoma delijo, če to traja dalj časa, s časom ta gen postaja neaktivan in se prenos sporočil, ki gen pošilja celici, preneha. Ob vzhajanju sonca se aktivirajo geni v celicah. Primer, v raziskavi vpliva nočnega dela na Harvardu. Pri medicinskih sestrah so ugotavljali, da sestre, ki delajo po noči, so imali več kot 4-krat večjo verjetnost, da bi zbolele z rakom dojke. Rakaste celice nikoli ne počivajo, ker jim manjka gen P53, ki je zadolžen za počitek celice. Gen P53 mora sprejeti signal od zunaj, da se aktivira. Če je zavrt z nočnim delom, dolgo ne dobi signala, če tega gena ni ali je oškodovan, se celice neprenehoma delijo, to so pa naše rakaste celice. Terapija motenj spanja oziroma kronične nespečnosti. Ali se lahko kaj naredi za urejanje spanja? Nevroprenašalec GABA ali možganski hormon je zadolžen za nevronsko vzdraženost. Uspavala, ki jih dajemo, pospešujejo izločanje GABE. Kaj se zgodi, če uspavalo uporabljamo dalj časa? Na prvem mestu izgublja se učinkovitost. Celo uspavala povzročajo nespečnost, kar rečemo, da je to paradoksna reakcija. Zatem povzročajo razvoj odvisnosti. Uspavala se vgradi v presnovu celice. O prekinitvi jemanja se javljajo otegnitveni ali abstinenčni sindromi. Zaradi uspaval obstaja tudi nezaželjena dnevna sedacija, kar je nevarno za starejše bolnike, ker imamo velikokrat padce in prelome kolka ali kakšne druge poškodbe. Kumulira se zdravilo, zlasti dolgo delujočih sredstev za spanje. To je tudi nevarno pri starejših bolnikih, ker jemljajo veliko število zdravil. To se vse nabira potem in povzroča tudi jetrno okvaro. Potem imamo neugoden vpliv na spoznavne ali kognitivne sposobnosti. Uspavala delujo negativno na njih. Zlasti velja to za starejše začetno demenco, ker tako imajo poslabšane kognitivne sposobnosti, uspavalo pa še to pospeši. Če že uporabljamo uspavala, se odločamo za blaga sredstva. Na prvem mestu znanje Baldrijan za blago kronično nespečnost. Začne učinkovati šele po nekaj tednih, kar mu je negativna stran. Potem pa imamo hormon spanja, melatonin, sa hitrim sproščanjem. Uporablja se za premagovanje jet laga ili putovanja čez več časovnih con. To je hormon in ni uspavalo, ali se uporablja za uravnavanje cirkadijalnega ritma. Kaj se dogaja? Reaktivna letala letijo hitro skozi časovne pasove, tako da naša notranja biološka ura tega ne dohaja. Obstaja časovni zaostanek in utrujenost. Podnevi smo utrujeni, zaspani, ker ura misli, da je noč, ker ni ujela pravega časa. Po noči pa ne moremo zaspati, ker notranja ura misli, da je dan. Naslednji dan se prilagajamo s pomočjo sončne svetlobe. Ponavadi, če potujemo v Ameriko ali iz Amerike,
prvi dan ne moremo spati. Uporablja se za te motnje odmerek melatonina od 2 mg, ki obstaja v obliki počasno in hitro sproščajoče snovi. Uporabljamo ga tudi pri zdravljenju okužb za COVID-19. Ugotovili so v raziskavi, da 1/3 primerov ima nespečnost tudi do 6 mesecev. Pri zdravljenju psihofiziološke kronične nespečnosti je najboljše sredstvo kognitivno-vedenska terapija. Če to ni možno, se uporabljajo uspavala sa kratkim delovanjem. Zakaj? Ker po njih ni zaspanosti čez dan in predvsem starejših, ni presnovkov, ki so aktivni, ki bi se spuščali v interakcije sa drugimi zdravili, tudi ne motijo strukturo spanja, te imamo vse faze spanja, ki so potrebne, in ne ustvarjajo odvisnost. Če se uporabljajo manj kot 3 tedne, oziroma maksimalno 3 mesece, a takrat sa majhnimi presledki, ker imajo kratki razpolovni čas, jih uporabljamo za težave pri uspavanju ali pogostem nočnem prebujanju. Razen vseh teh zdravil, ki jih uporabljamo, obstaja, sicer ne pri nas, antihistaminik, ki deluje na H1 receptore in uporablja se njegov pomirjujoči učinek. On je učinkovit in varen, hitro pride do spanja, ki traje dolgo in kakovostno, vendar ni pri nas na voljo. Uporabljamo ga za kratkotrajno zdravljenje primarne nespečnosti. Zdravljenje kronične nespečnosti zdravimo z antidepresivi. Pri uporabljanju antidepresivov ni odvisnosti, ne ustvarja se toleranca, a imaju dobar uspavalni učinek. Uporablja se tudi melatonin sa podaljšanim sproščanjem, starejšim bolnikom trenutno ni na voljo. Če je nespečnost simptom depresije ali anksiozne motnje, uporabljamo antidepresive sa pomirjujočim delovanjem ali anksiolitičnim delovanjem. Potem lahko uporabljamo tudi atipična zdravila za zdravljenje psihoz v vrlo nizkih dozah, ali uporabljamo agomelanin, ki vpliva na depresijo ali tudi na nespečnost. Zadnje čase se opuščajo uspavala na benzodiazepinski podlagi. Zakaj? Ker so dolgo delujoči in niso za starejše. Imajo aktivne presnovke, a starejši uporabljajo veliko zdravil, povzročajo pa tudi dnevno zaspanost. Ker dolgo delujejo, čez dan povzročajo tudi padce. Kratko delujoči uspavala se uporabljajo za težave s uspavanjem in potovanje čez več časovnih pasov. Zakaj? Ker ni zaspanosti čez dan in ni aktivnih presnovkov. Omenimo še nekatere dodatne posledice terapije z benzodiazepini, ki se uporabljajo največ v prejšnjih časih. Na prvem mestu tu je skrajšane so globoke faze spanja in REM faze spanja, oziroma sanje. A podaljšujejo faze plitkega spanja, prvo in drugo fazo, tako da spanje ne prinaša počitka, ni procesov iz globokih faz. Razen tega motijo strukturo spanja, kar se vidi tudi na elektroencefalogramu. Če se uporabljajo dalj časa, se zmanjša učinkovitost, potrebno je zviševati dozo in ustvarja se odvisnost. Po 6 mesecih uporabe ni več učinka, zaradi tega je nujno potrebno, da jih uporabljamo največ do 3 mesecev. Kaj se zgodi ob opustitvi uspaval? Takrat pride do povratnega zvišanja REM faze in javljajo se moreče sanje. Spanje se normalizira šele po daljšim prekinitvi jemanja uspaval. Zaradi tega ukinjamo le eno vrsto uspaval naenkrat in sicer za 1/4 doze na 10 dni. Katere so posledice hitre prekinitve benzodiazepinskih hipnotikov? Javlja se nespečnost, zvišana toleranca za uspavanje, prebujanje po noči in moreče sanje. Javlja se tudi abstinenčni sindrom z razburjenostjo, hipersenzitivnostjo, zaznanim motnjami in paranojo. Poznamo tudi pozne posledice zdravljenja z uspavali. To so višja stopnja okužb, prometnih nesreč, zatim tveganje za padce pri starejših ter več srčnih bolezni in kapi.
30 do 40% je veća možnost da zbolimo z različnim oblikami raka. Pri starejših je tveganje za pojavu raka po uspavalih se poveča na 60%. Ameriški urad za hrano navaja višju pojavnost raka pri podganah in miših, ki so jim dajali uspavala. Kakšno bi moralo biti idealno uspavalo? Moralo bi imeti hiter začetek delovanja, zagotavljati saj 7 do 8 ur nočnega počitka. Ohraniti bi moralo normalno strukturo spanja, ne spreminjati učinka več tednov ali več mesecev. Po prenehanju uporabe naj ne bi bilo nespečnosti, morečih sanj ali otegnitvenega sindroma. Naj ne bi bilo nevarno sredstvo, da pri visokih odmerkih povzroči samomor. Ne bi spreminjalo učinka drugih zdravil, ker ne bi imalo interakcij. Dolgotrajno jemanje ne bi povzročalo odvisnosti. In kot je za pričakovati, takega uspavala zaenkrat ni. Kaj je to koronasomnija? Oziroma, kako pandemija koronavirusa vpliva na spanje? Vpliv je možan posredno ali neposredno. Posredno delovanje je zaradi gospodarske in zdravstvene krize, ki povzroča več stresa in tesnobe, kar vodi v nespečnost. Razen tega šolanje na domu je pomembno, da učenci in dijaki in študentke ruši jim ritem spanja. Vzrok je ležanje v postelji podnevi in uporaba elektronskih naprav pred spanjem. Posledica je začetek spanja nastopi kasneje, kratko spanje podnevi ruši cirkadijalni ritem, a to vodi do nekaterih kroničnih bolezni. Neposredno delovanje. To su motnje spanja zaradi okužbe koronavirusa. Študija v Lancet Psychiatry od maja 2020 poroča, da v akutni fazi nespečnosti se bori 41,9% bolnikov. Dolgoročna posledica okužbe je kronična nespečnost, ki pri 26% bolnikov traja tudi do 6 mesecev. Zdaj bi nekaj povedali o vplivu nespečnosti na delovno sposobnost, socialne odnose in promet. Spanje in delovna sposobnost. Pomanjkanje spanja izklopi čelni režanj možganov, ki je ključen za samo nadzor in obvladovanje impulzov. Večja je verjetnost etičnih odklonov, torej ponarejanja računov, doseganje ugodnosti z lažmi, vadjenje krivde za lastne napake na sodelavce in prilašanje zaslug za uspešno delo drugih. Pomanjkljivo je pa tudi samo obvladovanje. Če imajo vodje oddelkov slabo kakovost spanja, naslednji dan kažejo večjo nasilnost in slabše samoobvladovanje. To je tudi razumljivo, ker je izklopljen čelni režanj možganov, ki je ključen za obvladovanje impulsov. Posledice nespečnosti so utrujenost, kognitivna neučinkovitost, torej slabši su spomin, pozornost in koncentracija, manja tudi energije za delo, šibka je motivacija in nagnjenost je k napakam in nesrečam. Nekaj bi povedali o težavah v družbenem življenju in socialnih odnosih. Nespečnost povzroči motnje razpoloženja, agresivnost, impulzivnost in razburjenost. Zaradi epidemioloških ukrepov se pojavlja tudi otujenost. V družinah se krhajo družinske vezi, zaradi finančne krize je zmanjšana toleranca na frustracije, kar povzroča agresijo in tudi ločitve. V prometu javlja se tesnoba in zaskrbljenost in nezbranost zaradi epidemije, kar vpliva na zaznavanje in na presojo. Uporaba alkohola zaradi sprostitve vpliva na reflekse, kar lahko vodi pojavi prometnih nesreč. Zdaj bi rekli par besed o vplivu spanja na boljše razumevanje družbe. Ugotovljeno je, da boljše REM spanje poskrbi za boljše razumevanje družbe naslednji dan. Če ne, navigacijski sistem za čustva v možganih, nekakšna notranji kompas, izgublja občutljivost. Naloga nekaterih predelov možganov je, da preberejo in razpoznajo vrednost in pomen čustvenih signalov, zlasti obraznih mišic, ali so grozeči, ali so prijazni.
REM spanje vsako noč ponastavi prav to skupino možganskega omrežja. Za sanjanje prikajšani možgani ne morejo pravilno razpoznati obraznih izrazov, ti postanejo popačeni, ter prijatelje ne ločimo od sovražnikov. Tukaj smo razmišljali malo o tem, kako spanje vpliva na naše zdravje, na naše medsebojne odnose, na delovno sposobnost in tudi na odnos do zunanjega okolja. Upam, da smo dobili nekaj informacij, ki so značilne in potrebne, da bi naredili spremembe pri našem spanju in da bi nam bilo bolj koristno za nas in za našo okolico. S tem delom smo zaključili epizodo o počitku in spanju. Izvedeli smo veliko novega o samem spanju. Razumevanje le tega pa lahko pripomore k temu, da izboljšamo naše spalne navade ter se v nov dan prebudimo spočiti in polni energije. Za še več nasvetov za boljše življenje nam ne pozabite slediti na Facebook strani Čili in zdravi. Nasvidenje! Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.